pozdravljeni. Učenke in učenci od 3. do 7. razreda smo skupnimi močmi pripravili dramsko, plesno, pevsko predstavo z naslovom Božičkov pevski zbor. Le kakšen pevski zbor ima Božiček? V njem najdemo navihane palčke in plesote snežinke, ki raje žganjene nočije, kot da bi se pripravljali na pevsko tekmovanje. Tako ima Božiček z njimi polne roke dela. Vmes pa jih nagradi prikupno zmedena slova, ki s priznanjem za uspešno izvedeno kulturno prireditev tudi razveseli. Ker si skopuh, plačal mi predsednik
kaj, postavi se zbor. Kako naj pojem, si hecna, bolam se in ne bom nastopal. Tako škrti, da si še robcev ne privošči, krade papirnate brisače, pacek. Nehajte, Patrik, ti pa sedi na tla in opazuj, da bo se kar tako izmuzil od svoje dužnosti. Kje pa je Božiček po moji uri za 07,5 minut? Kje je Božiček? Zadnje čase smrči dopustila, nemogoče, morda je tudi on gripičen. Ho, ljudstvo, ste odredi, lahko štartna vzva, komisija je že v gozdu. Trikrat ura za Božička, ura, ura, ura! Ves vesen sem, kažem, da sem predal gospa, moram se razgibati, samo trenutek. Si ga ubil! Bil si najboljšega solista našega zbora. Jezus, da bi me prav ubil se ga, nisem potem nikoli te ne ljubil, če hočeš me potreti nazaj, samo ne mi slišiš, kako bo zmagaj, če šmrtev, Benjamin, Benček, da umri, slišiš. Daj palico! Nikoli, pa saj nisi mišljal res, saj ne boš mati Božička. Ja pa bom, navaden gnjavator si. Mir, s tem daj to palico, zato že me bo 3 zime, pa bosta ves mesec čistila stranišča po gozdu. Ne, to pa ne. Podajta si roke. Podpisala sta vzgojni načrt, torej roki. No, zdaj pa lahko končno vadimo, a ne? Vaditi, pa vaditi, brez vaje ni zmage. Brez vaje ni zmage! Nismo si zbrali, Tanja in Vanessa lupita krompir. Krompir? Kakšen krompir? Kaj nam bo pa zdaj krompir? Rekla si, da če bomo dosti vadili, bomo gotovo imeli na tekmovanju krompir. Nista te prav razumela, nista dojela, kaj si hotel povedati. Krompir pomeni srečo. No, potem pa podimo res krompir, da bomo zmagali. Stoj! Saj nismo člela, kako nedisciplinirana tolpa ste. Fuj! Pa res, prav ima. Pamet Jakovička, če pa res, kot širela smo nobene discipline. Začnimo, že naj slišim nas slogan. Brez drila ni stila. Brez drila ni stila. Brez drila ni darila. Pogosti, zaškrača ne ti bo darila klofuta okoli 6. Lahko ga jaz, že dolgo bi ga rada klofila. Mi popadi podpro ne razumije, ne postišnica odvaja. Naj prinesete tudi krompir? Ja, hočemo imeti krompir. Hočemo imeti mega srečo na tekmovanju. Jo bomo imeli, če bomo vadili. No, zdaj pa zapomni. Kaj najprej? Najprej, kar tisto smrečici. List 1,000,000% bomo zmagali. 2 milijona, mi smo ful kolpavski zbor. Hoče bomo vadili. Pred dionistima, že pojmo smrečico.
Zakaj mi tako krvavo nagajate? Ne bomo zmagali, če ne bomo resni. Komisija že kroži po gozdu. Hočemo zmagati! Bomo zmagali, tako izvirni smo. Hočemo zmagati! Potem pa delo, brez drila ni stila. Brez drila ni stila! Brez drila ni darila! Kaj budiš, brat, kakšnega darila? Božič v čas daril, zaslužimo si kakšno darilo, toliko volimo, a ne? Dajno, podarili bomo pozneje. Kaj sledi? Sledi, Božičko, pesem, moja najljubša, ti. Končno vsi znate besedilo, od sreče mi rasta krila. Meni tudi, ker imam rad Red Bull. Zakleni se že enkrat. Zapojmo še našo tretjo tekmovano pesem, katera je že draga Patricija. Tista krasna. Mundekšun, kakšno zbrano petje. Hoteli ste reči, da je naše petje obrano, pa ne gospa Sova. Ves čas se skrivate v domoju, ki se škurete. To je gospa Sova iz Avstrije, ali morda Švice ali pa Nemčije. Oh ja, jaz bi ti obožena kritičarka iz Österreicha. Kaj? Pomembna obožena kritičarka iz Österreicha? Wow, slavni bomo! Oh ja, jaz bi ti grozovito velikodušna nad vašim petjem. Hoteli ste reči navdušena? Oh ja, štim, navdušena. Jaz vse slišati iz grma. Krasno vi peti. Jaz vam dati veliko oceno in darilo. Kje? Kakšno darilo? Vozni pevski zbor Havcko in Snevnik, gospoda Vozicka iz Duble, prejme priznanje za odlično avgezeichne pripravljeno, najpripravljeno brezicno, najbolj kulturno prireditev. Podpis und Text Sova aus Österreich, musikarica kritičarka. Tako napisali meni v Ljubljana. Pa saj ne zna brati ta kritičarka iz Avstrije. Pa kaj, glavno je, da naj prinesla priznanje. Pa kaj v Sloveniji ni nobene kulturalne Sove za komisijo? Kar je iz uvoza, je mnogo kvalitetnejše, višji nivo. Izvolite priznanje, gospod Hadusicek. Veste, gospa Sova, Božiček, ne, Božiček. Hvala, 100-krat hvala za to čudovito priznanje. Ali smo zdaj zmagali, gospa Sova Avstrije? Oh ja, seveda, bi zmagali, bi bili edini v dirki. Kaj? Edini v dirki? Oh ja, edini. Edini, sami sobo smo tekmovali. Kakšen mednarodni festival je to, če tekmujemo sami sabo? Saj ni tako slabo, tekmovati sam s seboj, čist posel, gotova zmaga. Neumno, to sploh ni tekmovanje, če ni konkurenca. Za množ nas veče ta trapasta Sova. Goljofija! Gremo za njo! Mir, prosim, slušajte me, vse skupaj ima smisel. Tako rasteš. Rasteš itak, če hočeš ali ne. Božiček misli, da se trudiš, hočeš dati več od sebe, duhovno rasteš. Štekaš? Katja, imaš še kako prav, dobro si povedala, Katja. In če rasteš, se lahko naučiš pošteno nemško, kaj ne? Da ne kvasiš, tako da gospa Sova iz Avstrije. Tako, to sem hotel reči. Hočeš doseči več, napreduješ. In matematika te ne zafrkava, če zatrudiš rasti, kaj ne? Biologija in geografija in sploh vse, a ne? Juhu, žarnice so se prižgale. Se so več razgorele, ne? Joj, tebi pa je treba vse narisati. Ljubi moje, tole priznanje bomo vesili na največjo jelko našem gozu, na vsi vidijo in se čudijo. Tebi še lahko kaj zapeli, če smo že zmagovalci. Čeprav nam nihče ne ploska. Čeprav smo tekmovali le sami seboj. Če poje srcem, ne moreš pogrešiti. Poslej se vedno pela z grlom in glasom. Zapojmo tisto, no, oboži